Ja, današnja tema se bo morda komu zdela deplasirana, ampak za njo sem dobil idejo. Ajda, kaj praviš, kje? Dobro jutro. Ja, jaz vem, ker si mi povedal, med nabiranjem gob, jaz nikoli ne bi pomislila na to. Bi prej rekla, da Na zastrupitev, ne? Na zastrupitev, na kakšen gost, košare. Kako si pri gobarjenju pomislil ravno na nož? In ali si našel kakšno gobo? Že dolgo ne. Ja. Ampak torej nož bo glavna tema antikviza danes. Ampak predvsem kot orodje, ne kot orožje. Čeprav ima svojo zgodovino, ne, kakorkoli 5 podatkov, 4 držijo eden, nekateri. Nič 1, 475 202. Tole so podatki o nožih. Prvi pravi, seks v imenih angleških mest, recimo Middlesex, Sussex, Sexsmith in tako naprej, izvira iz staroangleške besede sex, kar je pomenilo nož. Drugi podatek, legendarni švicarski vojaški nož je v celoti narejen v Švici z eno izjemo. Odpirač za steklenice zadnjih 15 let uvažajo z Japonske. Tretji podatek, sodniki pri sumu japonski borilni veščini so opremljeni z noži, ne v svojo obrambo, ampak zato, da storijo obredni samomor, če storijo res veliko napako. Podatek številka 4. Znanstveniki so odkrili, da je rezilo bodala faraona Tutankamona narejeno iz nezemeljske snovi, torej iz meteorita. In še 5. zadnji podatek. Starejši Inuit je v 50 letih prejšnjega stoletja pobegnil iz rezervata tako, da je iz lastnih iztrebkov in zamrznjene sline naredil nož, z njim ubil psa, iz njegovih reber in organov naredil sani, jih prevezal k drugim psom in zbežal. Nič 1 475 202, naša telefonska številka, iščemo pa napačen podatek. In Primož je poklical prvi. Pozdravljeni, Primož. Dobro jutro, dober dan. Niste na dopustu, ste kot vsak ponedeljek. Končal. Ste bili, a ne? Zdaj. Ja. Prejšnji teden vas nismo slišali. Ne, sem bil pa kar en teden. Na Hrvaškem. Ne, kar Slovenija. A ste kaj gobarili? Ne. Kolpal sem se. Lepo. Krasno. Najboljše kopanje. Enkrat v teden. Ja, kar topla je bila, ko sem bil nazadnje tam, zdaj pa dvomim, da je še tako, ampak se počasi verjetno spet segreva, ne? 10 stopinj razlike od takrat. Ja, zagotovo. Kaj je bila res topla. Primož, noži, kateri od 5 podatkov? Ja, do 3 sem slišal in sem se odločil za trojko. Da pač ni sumo, ampak so bili samuraji. Sumoraji. Sumoraji. Ja, če ste že kdaj gledali sumo borbo, ste opazili ali pa smo opazili, da je gyoji, sodnik, pomemben del celega obreda, ker to ni samo šport, ne, to je umetnost, kultura in tako naprej. Je hkrati sodnik pa ohranjevalec tradicije in kulture suma, velikokrat pravijo, da je kar ključen del celega spektakla. No in del tradicije je tudi, da glavni sodniki nosijo obredni nož, ki simbolizira pripravljenost sodnika, da bi ob morebitni veliki napaki storil seppuku, to je pa obredni samomor. Ja, je pa res, da je ta nož tam zdaj zgolj kot okras, ker v moderni dobi suma se še ni zgodil takšen obred. Pravzaprav je modern obred, če lahko temu tako rečemo, to, da sodnik po veliki napaki ponudi svoj takojšnji odstop, ki pa ga skoraj vedno ostali sodniki zavrnejo. Ampak drži pa, da torej gre za sumoborbo in da je del tradicije, torej ta nož, ki naj bi bil tam z namenom, da ob napaki sodnik stori samomor. Prevzame odgovornost. Primož. Evo, nova spoznanja. Super. Tako pa en podatek manj za vse, oziroma za Roberta, ki je naslednji poklical. Primož, lepo bodite. Srečno, dio. Hvala. Lep teden. Robert, pozdravljeni, vas je že napovedala Ajda.
Zdaj enega 100% vem, da je pravilen, tistega ne bom zdaj izdal. Zdaj majčkan je pred mano Primož, mislim, da pomagal. Ostalo pa me bolj ugiban. Zdaj prvi je bil že 3-krat zapored. Prav, Aha, tega ne bom tega. ste si zabeležili. Dejansko ljudje to razmišljajo. Ja. Tri si lahko zapomnim, zdaj pa če bi to. 4 je Tutankamon in 5 je starejši Inuit. Ne, 4 je 100% pravilen, to drži. To je zdaj na vas, da sem mogel povedati. Zdaj, ljubim ta 5, vemo tudi prvega je tako, je imel 3, jaz bom šel na drugaci, pa je ta drug. Ta drugi je pa Švicarski švicarski nož. Da je narejen v celoti v Švici, razen zadnja leta. Ja. To mi je majčken tako, ker vem, da so zelo ponosni na to svojo proizvodno in vprašanje, če pustijo, da jim tisti zaplašajo odpirati, ki drugi delajo možno, pa tudi je pa recimo drugega, saj vse, bo pa kakšen drug zadel ta pravga. Bravo, Robert. Ste kar vi zadeli. Celo razmišljali ste v pravo smer, ne v tako. tako napačno, da potem vse skupaj pride prav. Victorinox. Tudi to moram, ne? Ja, Victorinox je to pač po prevzemu druge firme, Wenger. Ja, edini. Obratno, da je Wenger prevzel Victorinox. Ne. Je bil tudi veliko manjši ta Vem, da je bil manjši. Ja. Edini izdelovalec torej, originalnih švicarskih vojaških nožev je ostal Victorinox. Te proizvaja in sestavlja vključno z vsemi sestavinami deli pač noža samo in zgolj v Švici. Tako, ravno to je bistvo. So že razmišljali o tem, da bi preselili dele proizvodnje v kakšno drugo državo, kjer bi bilo delo cenejše in posledično tudi cena tega noža nekoliko manj švicarska, ampak se za zdaj še niso odločili za to. Je pa dejstvo, da se da dobiti imitacije teh švicarskih nožev, torej ne originalov, z vsega sveta, od Kitajske, Pakistana pa celo do Burkine Faso. Jaz imam original. Vi imate original. Tako, in v celoti narejen torej v Švici. Ja, jaz sem ga celo kupil prav. Življenjsko garancijo na ta nož. Ga tudi podpirajo, če ga pošlješ nazaj. Ja, 16 vojsk po svetu ga ima kot del svoje opreme, originalnega, celo NASA ga uporablja. Pa če tukaj dodava pa eno šalo, ki jo je izrekel pokojni komik Robin Williams, glede teh nožev in vojske, ne? Kako boš zaupal vojski, ki ima na svojem nožu namontiran še odpirač za steklenice? Da se Čeprav je ta odpirač za steklenice iz Švice oziroma narejen tudi v Švici. Ja, je pa res, da je... So kar povezan, tako da mislim, da je to tudi vzrok. Ja. Je pa res, da ta ista firma, ki je zelo velika, izdeluje med drugim tudi obleke, ure, kovčke in še druge zadeve. In recimo kovčke izdelujejo v Aziji. Tako da, ja. Tako da morda v prihodnosti. Ja, imajo kar širok spekter, pa tudi kuhinjske nože. Tudi. Robert, čestitke. Ja, hvala. Pustite podatke pri Gašperju v režiji, vam pošljemo neko malenkost, Vala 202. Uspešen teden. Midva pa, ajda, odpirava še ostale. Ostalim podatkom, tako. Si nabrusil jezik. Sem, ampak tega prevzemi kar ti prvega. Zmenjeno. Torej, nedvomno ste že opazili, da ima mnogo otoških mest kot sestavni del imena besedo Sex, običajno končni del imena Middlesex, Sussex, Wessex, Essex. Najbrž bi našli še kakšnega. Vemo, da so se zgodovinsko na otoku naselili Angli in Sasi, torej 2 germanski plemeni. In Sasi, predvsem so se naseljevali v današnji južni in jugovzhodni Angliji, so uporabljali torej to besedo Sax. Ja. Sasi, drugače jim rečemo tudi Saksonci, ne, so dobili ime prav po tem seksu, kar je bila njihova stara beseda za vrsto noža, ki so ga uporabljali pred več kot tisočletjem. Skratka, seks v imenu britanskih krajev etimološko izvira iz besede Sasi, Saksonci. Ta pa iz besede nož. Tako, in nima nič povezave s tisto drugo stvarjo.
Četrti podatek, za katerega je Robert že dejal, da je prav zagotovo pravilno, da drži. Torej, Tutankamonovo železno bodalo, ki so ga našli v njegovi grobnici, torej tega staroegipčanskega faraona. Vladal je tam nekje med letoma 1334 in 1325 pred našim štetjem in seveda so vsak artefakt, ki so ga ob odkritju te grobnice leta 1922 našli, podrobno analizirali in analizirali so tudi to železno bodalo. In ugotovili, da sta sestava in homogenost rezila tesno povezana s sestavo in homogenostjo meteorita, da so torej material za rezilo mojstri za orožje takrat dobili iz stvari, ki je preletela v našo atmosfero in tukaj postala to, iz česar so potem naredili to bodalo. Trenutno je razstavljeno v Egiptovskem muzeju v Kairu in je nezemeljskega izvora, kot smo rekli, in če koga zanima sestava. Tako, večinoma je iz železa, pa 11% niklja in 0,6% kobalta. To je priletelo k nam. Tako. Pa še peti podatek, ta je nekoliko hecen, nekoliko anekdotičen, ampak načeloma ne bi držal. Ne? Sredi zimskega vetra je stopil iz njihovega igluja, opravil potrebo in iz trepke nabrusil zmrznjeno rezilo, ki ga je nabrusil s pršenjem sline, z nožem je ubil psa, njegov prsni koš je uporabil kot sani in njegovo kožo za vprego drugega psa ter izginil v temi. To je zgodba, ki jo je domačin Inuit Olejuk Narkitarvik povedal antropologu in pisatelju Wadeu Davisu z univerze v Britanski Kolumbiji. Ja, in potem je Davis, si lahko mislite, tuhtal, ali je to sploh mogoče, in se tudi lotil poskusa. Najprej je en teden res intenzivno jedel oziroma se prehranjeval približno tako kot Inuiti, potem ta grobi delovni material zamrznil in ga oblikoval v rezilo in z njim poskušal prerezati kožo. Pri -20 ga je zamrznil. Tako, morda pri je bilo -20. premalo to. Ja, in morda je bilo potem, ko ga je rezal, preveč stopinj, kajti ni mu uspelo prerezati kože, ker ni uspel ohraniti tega rezila dovolj hladnega. Zgodbo so torej verjetno Inuiti sami razširili, predvsem kot ponazoritev svoje iznajdljivosti v tistem okolju, ne? Čeprav je verjetno res nekoliko prilagojena. Najbrž bi se dalo, oziroma bi lahko s takim nožem ubil psa, bi ga pa težko razkosal. Je pa res, da je recimo tudi danski arktični raziskovalec Peter Freuchen v avtobiografiji leta 1953 zapisal, da je nekoč svoje iztrebke oblikoval v dleto, jih zamrznil in z njimi skopal sneg, da je lahko pobegnil iz zasnežene jame. Ja, tako, če strneva za konec morda, salis, tako z zrnom soli vse to skupaj, torej zgodbo o tem Inuitu treba vzeti, ampak morda sol tukaj, glede na to, da pripomore k topljenju snega oziroma ledu ni najboljša metafora. Ja, načeloma je pa zgodba taka, kot se sliši, ne bolj anekdota kot zgodba, je pa bila že večkrat povedana. Tako, hvala za sodelovanje v tokratnem antikvizu, pa se slišimo prihodnji teden.